V našem delu z ljudmi, zlasti ko se to dogaja v skupini, v taki širši skupnosti, je ena od zelo važnih stvari ta, da ljudje čutijo svobodo, da so tam odprta vrata. To pomeni, lahko pridem in lahko tudi grem. Zakaj je to tako zelo pomembno? Zato, ker dostikrat mi želimo, da bi stvari delovale in potem se nekako zapremo oziroma mislimo, da če bomo zaprli vrata, po možnosti zaklenili, in skušali ustvariti skupino, kjer nihče ne odide in kjer zelo držimo skupaj, kot pove ta beseda, držimo skupaj, da bo potem tista pobuda uspešna, da bo trajala in da smo na varnem pred tem, da bi se razsulo. V resnici pa je tako, da se ljudje zelo spreminjamo in da se marsikaj komu v življenju zgodi, zaradi česar potem išče drugje in druge stvari in rabi kaj drugega. In torej ta občutek, da damo drugim svobodo, da lahko odidejo in da ne kroži ta občutek v skupini, kdor gre, nas je razočaral, smo si pričakovali kaj drugega, kako je to lahko naredil, če bodo vsi odhajali, kdo bo ostal. Ne? Ta pristop deluje tako, da še pospeši to razhajanje. Naš problem niso razhodi. Razhod mi lahko izpeljemo zelo lepo, če se ga ne bojimo in če razumemo, da sodi k življenju, k ciklusu in da ni rečeno, da vodi v to, da se stvar konča. Razhod pomeni, da ko kdo gre, si vzamemo čas, da preverimo in da pogledamo, kaj vse je dal. Potem preverimo tudi, če mogoče smo ga kdaj prizadeli in najdemo način in pristop, da se mu opravičimo, lahko zares, lahko samo v svojem srcu, ampak da to nam živo, jasno v nas pove, kaj se je res dogajalo, se pravi, da imamo ta stik z resnico odnosa in potem tudi seveda, da pomislimo, če je on nas prizadel, se pravi, če je potrebno, da mu odpustimo, ko odide, zato da lahko spustimo ta odnos. In seveda tudi drugi naj bi naredil to, to bi bilo tisto idealno razhajanje, samo mi nimamo tega kultura poslavljanja, ne? Navadno ljudje, ko grejo, nimamo poslovilnega srečanja, v katerem bi si povedali, kaj smo si dali, kaj smo dobili, kaj smo si zamerili in zdaj ni več važno, ne? In kaj bi pa radi slišali, da drugi razume, da nam je bilo težko. Te iskrene in srčne izmenjave navadno ni. In to ni dobro, zato ker mi vemo, kot če opazujemo recimo vse te dogodke okrog razporok in razhodov v raznih oblikah, ne, je zelo težko, da se ljudje, ki so bili skupaj in so imeli neka pričakovanja drug do drugega, da se razidejo na lep način, se pravi, da se razidejo, da tako rečem, z darilom v rokah. In vendar bi bilo to zelo pomembno, zato ker če jaz grem z občutkom krivde, ker ne bi smel, da mi zamerijo, potem tudi v primeru, da se jaz želim vrniti, zato ker tam je bilo lepo in ugotovim, da ja, ne, da bi še mogoče kaj prispeval, mogoče v drugi obliki ali manj, ampak da ja, jaz se ne morem vrniti v to sredino, kjer čutim neko zamero, ali ker jim jaz zamerim, ali ker oni meni, ali skratka, ker se ustvarja napetost. In torej, ta odhajanje in prihajanje je eno dogajanje, ki ga je zelo važno spremljati na posebno čuteč način, neko eno nego odnosov, zaradi katerega mi ohranimo živ pretok ljudi. Se pravi, da bomo ustvarili neko vzdušje med nami in okrog nas, zaradi katerega bodo ljudje razumeli, da se v to skupino lahko pride in da lahko mirno tudi odideš in se vračaš, skratka, da obstaja svoboda. In samo v netakem svobodnem vzdušju je potem za ljudi privlačno, ker med drugim se ta glas širi, ne? Se pravi, da ko na primer nekdo gre in je doživel obsojanje in kritiko in potem se je kaj reklo na njegov račun, drugi vidijo, kaj se mu je zgodilo in se bodo bali, da se njim isto zgodi, ker vsi želijo biti sprejeti in seveda se imeti lepo v skupini. In torej zlasti tisti, ki so pobudniki skupine ali ki se počutijo, da so tisti, ki ne bi skupino držali skupaj oziroma omogočili njeno prenavljanje, zlasti tisti bi bilo dobro, da se usposobijo za
odnose, zato da bodo znali spremljati te procese in da bodo razumeli, da živa skupina je skupina, ki se nenehno obnavlja. Vedno nekaj umre, vedno se nekaj na novo rodi in mi smo tisti, ki ne bi spremljali to rast. In zaradi tega je ta sposobnost redka, lepa in dragocena in je vredna, da se je učimo, ker pogosto bo omogočila, da se v neki skupnosti nikoli ne izčrpa to živo dogajanje in da bo vedno kdo, ki bo spet poprijel tisto, kar je nekdo drugi spustil.